Danes odpiramo razstavo kiparja Stojana Batiča Človek in mit. Stojan Batič je živel v mitskih časih, če lahko tako rečem. Ukvarjal se je z miti tudi potem, ko je bilo vojne konec. Ukvarjal se je z miti tudi z gledališčem. Ukvarjal se je z našim povojnim časom in ga v bistvu na nek način sam soustvarjal in umetniško determiniral. Bil je oziroma je nek nosilec nekih novih idej, ki so se ohranile tudi stikom z zahodno umetnostjo. Dovolite, da v svojem imenu in v imenu sokustosinje kolegice Barbare Savenc spregovorim pravzaprav nekaj kratkih besed o tem, kaj, koga, kako danes tukaj predstavljamo. Stojan Batič s svojim ustvarjanjem zaznamuje še eno pomembno 70-letnico in to je 70-letnica naše ljubljanske likovne akademije. Stojan Batič je bil prvi študent, ki mu ni bilo treba likovne umetnosti študirati v tujini in Stojan Batič je študent z številko, z vpisno številko 1. Bil je torej v generaciji, ki je spremljala nastajanje naše likovne akademije in s tem nekega novega vrenja na naši umetnostni sceni takrat, ki se seveda odraža predvsem danes, ko pogledamo nazaj, ko vidimo umetnike, ki v tem letu, lanskem letu, naslednjem letu praznujejo svoje 90-letnice, ugotavljamo, da pravzaprav so z ramo ob rami stopali na nekako pot, ki so si jo zasnovali že na akademiji. No in ta zgodba akademije in zgodne obdobje je cikel, ki ga prikazujemo v tem začetnem delu galerije. Lepo je seveda pogledati kipe, ki jih pravzaprav zaradi vas ne vidimo več, kajti lahko jih samo slutimo, kajti takšno število obiskovalcev v galeriji je seveda lahko samo tisti lepši korak od galerije, ko je ta seveda prazna, če tudi v njej živijo podobe ljudi. Človek in mit je naslov razstave in sicer zaradi predvsem avtorjevega mnenja, da naj bi umetnost vedno imela človeški obraz. Stojan Batič je tisti, ki je v glavnem figuralik v svoji kiparski umetnosti, tu in tam je le napravil pravzaprav kakšen korak tudi v abstrakcijo in v bolj abstrahirane forme, drugače pa vedno ostaja pri človeku. In ostaja pravzaprav tudi v tem osrednjem delu pri človeku, ki je včasih pravzaprav zlit z rudnikom. Rudarji so njegov osrednji del, ki jih boste lahko videli tukaj v osrednjem delu, v različnih materialih, tako v kamnu, bronu, kot seveda tudi v svojstvenem materialu lignitu, ki ga je pravzaprav prinesel odkot druge kot iz rudnika. No in če je drugi pol mit, torej poleg človeka, ta dvopolnost, ki jo nekako v svojem izražanju Stojan Batič rad prikazuje, torej ta prestop v neko novo formo, nenazadnje tudi v formo, ki jo je spoznal na svojem obisku v Parizu, v ateljeju Osipa Zatkina. In kasneje, ko se seveda obrača tudi k novim presenečenjem pravzaprav v steklu in kasneje k številnim mitološkim temam, pravzaprav ugotavljamo, da je mitologija oziroma ta prestop v neko osebno mitologijo iz osebne zgodbe za Stojana Batiča seveda izjemno značilen. Poleg male plastike, ki sva ji s Barbaro na tej razstavi namenili glavno pozornost, vendarle ne moremo mimo javne plastike, tudi tiste, ki zaznamuje naše mesto, mimo katere vsak dan stopamo. Zato smo veseli, da je tako izvrsten video Toneta Stojka, kot tudi hologramska projekcija, ki jo je napravil Den Baruca, pravzaprav doprinesla tisti drugačni, malce sodobnejši, pa vendarle zelo nazoren pol in vidik ustvarjanja Stojana Batiča, čigar javne spomenike seveda poznamo po vsej Sloveniji, od Ljubljane do Maribora, od Zagorja do Brežic, skratka, tvorijo še danes in znova oživljajo urbana središča po naši državi. Meni je ostalo tisto najlažje delo, da rečem, razstava je odprta in da uživamo v tej prekrasni razstavi. Po vseh teh zahvalah bi res rad pohvalil in Blaža
ter Marijo in Barbaro z vsemi sodelavkami in sodelavci za izvrstno pripravo. Hvala predvsem tudi Mariji za ta uvodni govor in jaz se ne bi drznil, da bi karkoli temu govoru dodal, kajti potem bi bilo nekaj narobe z mano. Bi pa eno drugo sporočilo rad poslal našemu Stojanu Batiču, in sicer tako številno obisk, da danes tu kaže, da ga želimo še imeti pred sebi, zdravega, čilega, in upam, da naredi še kakšno delo v Ljubljani. Danes je spet dokaz, da smo lahko v Ljubljani ponosni na vse, kar je narejeno. Tudi današnja razstava kaže veliko mero okusa pri pripravi, kar je pa po moje tudi lahko, kajti imamo umetnika, ki mogoče najbolj odraža ta naslov razstave, Človek in mit. Po eni strani je Stojan Batič človek, ki se zna spustiti na pogovor z vsakim našim državljanom, v vsaki temi, po drugi strani pa postal že mit. S svojimi deli, svojimi izdelki, svojo prisotnostjo je pokazal pot tudi novim generacijam. Jaz bi zaključil s tem, da prav z izjemno globokim spoštovanjem in ponižnostjo do njegovega dela, do njega osebno odpiram to razstavo z veseljem, da lahko rečemo, imamo izjemno razstavo in ne pozabiti v najlepšem mestu na svetu. Razstava je odprta.